Na začetku mi dovolite, prosim, da v imenu LDS-a in pa tudi v svojem imenu čestitam vsem 11 nagrajenkam in nagrajencem, ki bodo 27. marca v Domu kulture dobili občinska priznanja. Čestitam. Najpomembnejša točka pa je vsekakor povišanje cene predšolskih programov. In tukaj treba poudariti, da je vsa politika dosegla konsens o določitvi enotne ekonomske cene in da se ta ekonomska cena zniža za starše kamiških otrok. V povprečju se bo znižala za 9,5% oziroma, če bolj poenostavim, se bo veljavna cena, ta, ki jo sedaj starši plačujejo, dvignila za 4,2%. To je občinskemu svetu in pa občinski upravi uspelo prvič, da znižujemo ceno programov za kamiške otroke in treba še nekaj povedati. Prvič uvajamo tudi poletne rezervacije za kamiške otroke, tako da bomo, se pravi, dodajamo še neko ugodnost za kamiške starše. Smo pa v LDS-u tudi zadovoljni, da se izpolnjuje strategija povečanja prostih mest v kamiških vrtcih, saj je bilo leta 2006 694 prostih mest, danes pa imamo v občini Kamnik že cirka 950 prostih mest v vrtcih, tako da verjamem, da bo tudi politika na tem področju strmela k temu, da bomo vsako leto zagotovili še nekaj dodatnih prostih mest. Torej, kot je znano, kamniški vrtci na mesec predelajo 40 000 evrov izgube, od leta 2006 do leta 2009 je ta izguba znašala kar $500 000, zato smo bili v Novi Sloveniji pripravljeni podpreti 13,6% povišanje ekonomske cene, ki jo plačujejo občine in pa država, hkrati pa smo nasprotovali povišanju cene za starše. Če bi ekonomsko ceno povišali za 13,6%, bi v enem letu od ostalih občin pridobili 5 000 evrov sredstev, od države pa 30 000 evrov, skupni znesek je to 35 000 evrov. To smo bili pripravljeni podpreti, nismo bili pripravljeni podpreti povišanja staršev, saj veste, znašli smo se v času recesije, ampak nažalost je predlagatelj oblikoval takšen sklep, da je šlo to vse skupaj v enem paketu in da nismo podprli podražitve staršev, smo nasprotovali tudi podražitvi ekonomske cene. Ja, na današnjem dnevnem redu je kar nekaj pomembnih točk, med najpomembnejši že je pač urejanje komunalnih odpadkov in pa določitev cen stroškega varstva. V imenu svetniške skupine Slovenske demokratske stranke lahko si upam trditi, da taki višini dvig cen v danih situaciji, ko je gospodarska kriza, ko ljudje izgubljajo službo, nikakor ni primerno. Sploh če upoštevamo dejstvo, da so vrtci občini Kamnik med najdražjimi. Nikakor si ne znam predstavljati dejstvo, ko bo pač se stroškovarstvo povečal za tako velik procent, 13,6% oziroma manjše z popusti, ampak vseeno je to veliko preveč. Ne? In kaj predlagate, recimo, imate kakšno konkretno rešitev? Predlagamo, da cene vrtcev ostanejo na isti ravni. Jaz osebno zagovarjam tudi dejstvo, da nikakor ne smemo nobenega otroka diskriminirati, se pravi, omogočiti moramo otroško varstvo vsem kamniškim otrokom. Zdaj pač, kolikor kdo ne more dobiti vrtca, mora pač biti dopuščena možnost, da njegovi starši dobijo neko nadomestilo in se sami uredijo varstvo za tega otroka. Tak način, ko ga imamo zdaj, v bistvu je po moje oceni diskriminatoren in se pač dopušča razlike med otroci. In tudi, če ne zanemarimo dejstva, da je to neprimerno ceneje, da dobijo starši neka finančna sredstva s strani občine in pač na ta račun občina pridobi, saj ni potrebno zgraditi novega vrtca. Najbolj pomembnih točk je pa predlog sklepa o povišanju cen predšolske vzgoje oziroma otroških vrtcev. Zdaj, mislim, da je zelo pomembno, da tukaj sprejmemo to povišano ekonomsko ceno. Jaz moram reči, da ni kakšnega velikega vpliva, tako da je skoraj nesmiselno, da je to, seveda iz zakonodaje že mora biti, na seji občinskega sveta, kjer metodologijo in vse to določa država, ne, in nimamo velikega vpliva. In iz tega naslova je zelo pomembno, da sprejmemo mi to ekonomsko ceno iz vidika odgovornosti do proračuna, ne, ker če te cene ne sprejmemo,
Se pravi, bomo imeli zmanjšano dotacijo tako za drugega in tretjega otroka iz strani države, kot tudi dotacijo iz otrok, ki prihajajo iz drugih občin, primer iz Komende. Tako da je ta zadeva, bom rekel, kar nujna, da se to sprejme, ker če zadeve ne sprejmemo, obremenimo občinski proračun in to je odgovornost nas svetnikov, da kot za občinski proračun, kot tudi za občane občine Kamnik. Mi pa zdi bolj pomembna, je pa predlagan drugi sklep predlagatelja, na osnovi sklepa občinskega sveta občine Kamnik o določitvi novih cen programov za predšolsko vzgojo občine Kamnik naj uprava VVZ Antona Medveda v svetu zavoda predloži tudi upoštevanje nadaljnjih racionalizacij na novo usklajen finančni načrt za leto 2009. Tukaj bi jaz celo predlagal razširitev zavezujočega tega sklepa, da se opredeli časovna dinamika, do kdaj mora dati uprava javnega zavoda vrtca, kaj je zracionalizirala, kaj bomo z racionalizacijo prinesli, to se pravi časovno dinamiko in predstaviti občinskemu svetu, kaj se dogaja. A bomo s to racionalizacijo dobili kakšne nove oddelke na vrtcu, da bomo kaj pošparali, da bomo to predstavili širši javnosti občine Kamnik, kaj bo to prineslo upravičencem do tega oziroma varovancem vrtca. Kakšno je stališče vaše svetniške skupine do podražitve vrtcev? Takšno kot večino ostalih svetniških skupin. Imamo pripombe, imamo pomisleke. Mislimo pa, da je gradivo vseeno iz leta v leto bolj pripravljeno, bolj natančno, tudi sami pripravljavci gradiva so bolj pripravljeni na naše vprašanja in zdi se mi, da se stvari vendarle počasi premikajo na bolje. Ostane pa še veliko vprašanje glede natančnosti teh podatkov, kajti skrb vzbujajoče podatki so res, da je preko 70% celotnega proračunskega kolača, ki se namenja za predšolsko vzgojo, še vedno namenjeno, po domače povedano, za plače osebja zaposlenega v vrtcih, kar se mi zdi še vedno previsoka številka. Ravno zaradi tega razloga, ker če gledamo privatno branžo, se vse začne in konča pri plačah. Dejstvo je, da smo se kot nekako država, članica Evropske unije še vedno znašli v neki stopnji recesije in tudi na področju javne porabe bo treba razmišljati bolj racionalno.